Dejstvo je, da imamo danes potrošniki vse manj časa. Ugibamo lahko, da so se tudi zato spletni nakupi izkazali za zadetek v polno. V Sloveniji so to prepoznali številni ponudniki nakupov spletnih storitev in izdelkov. Pogovarjali smo se z gospodom Borutom Černjavičem iz enega najbolj obiskanih portalov za spletne nakupe, ki mu je le slabi 2 leti po ustanovitvi uspel veliki met. Danes je Kuponko.si vodilno podjetje v Sloveniji za kolektivno prodajo kuponov po številu registriranih uporabnikov. Sledite mu portala Ena na dan in privoščite.si. Skje pa prihaja sama ta ideja o teh nakupih preko interneta za cenejšo ceno, je to iz Amerike, iz kje? Začelo se leta 2007 v oktobra v Ameriki, konkretno v Chicagu. Stolpnica, na vrhu stolpnice je bila ena pizzerija in prva ponudba je bila prav pica. Ta medij se je razširil po celotnem svetu. Zdaj, na primer, kot zanimivost, v Turčiji je cirka 400 portalov, v Istanbulu samo, ne. Tako da v bistvu ima zadeva široke razsežnosti. Ni mesta, kjer si ne bi lahko privoščil na svetu kakšen kuponček. Slovenski potrošniki so že precej vajeni kupovanja izdelkov preko nakupa kuponov. Preko spleta nakupujem predvsem prek kuponov. Izkušnje so bile zelo pozitivne do zdaj, ker pač kupujem večinoma storitve. Recimo, ne vem, menjava gum, kjer lahko prihraniš po 50%. Način plačila je zelo enostaven. Se mi zdi, da je še skoraj lažje, kot če greš nekam in plačaš z denarjem ali pa s kartico, ne. Ker si pač stvari natiskaš doma, kupon, greš tja in samo oddaš, pa je rešeno, ne. Ljudje smo še vedno nori na popuste. Še posebej statistika govori, da so ženske bolj nagnjene k popustom kakor moški, ne. Tako da so tudi naši kupci pretežno ženske, v večji meri kot moški. Tako da v bistvu se mi zdi, da je glavni ta trigger prodaje ravno popust. Če sva lahko konkretna, kakšne ponudbe, storitve pa vi ponujate na vašem portalu? Ponujamo vse vrste storitev, to je od kozmetike do hrane, do turizma, do raznih gledaliških predstav, se pravi, do avtopranja, se pravi dejansko storitve. Mislim, da skoraj še ni bilo storitve, ki ne bi bila dejansko ponujena preko tovrstnih portalov. Tudi uradne statistike kažejo, da je vse več ljudi, ki se odločajo za nakup preko interneta. Število registriranih uporabnikov za posamezni portal je tudi do 120 tisoč. Slednji po 30 tisoč dnevno kliknejo na posamezno ponudbo. Zdaj, po mojem mnenju je to že v bistvu neki medij, kjer se ljudje počutijo varnega gor in dejansko je to kot jaz to gledam kot nek internetni Spar ali pa Mercator. Se pravi, je to neka trgovina, ki deluje preko interneta. Zdaj, razlika med ostalimi trgovinami, ki ponujajo samo produkte, naj omenim, da Kuponko.si ponuja tudi izdelke, ki so razdeljeni v 4 kategorije. Ponuja v bistvu naša trgovina tudi storitve. Ko kupuješ kupone, se moraš registrirati in to je z elektronskim naslovom in potem vsakodnevno dobivam elektronske pošte, kjer so ponudbe od teh različnih kupon strani, ne vem, ponudnikov, ampak jaz jih pogledam, kadar kaj rabim, ne pa vsakodnevno, ne. In tudi, če kaj rabim, grem najprej pogledat na kupone, ne v trgovino, recimo. Ljudje nakupe opravljamo skladno s sezono.
Tako je novembra in marca največ zanimanja za kupone, ki nam zagotovijo nižjo ceno pri menjavi gum. Skozi celo leto pa se odlično prodajajo kuponi za pranje avtomobila, masaže, kozmetične storitve in hrano. Posamezna ponudba je na strani aktivna od 4 do 7 dni. Seveda so tudi izjeme. Nas pa je zanimalo, kako je poskrbljeno za varnost pri spletnih nakupih. Kupec je dejansko zaščiten, tudi s strani zakona o varovanju potrošnikov in pa dejansko iz strani kuponko.si. Zakaj? Ker v bistvu reklamacije rešujemo v 24 urah in vsaka reklamacija mora biti odgovorjena oziroma rešena v najmanj 24 urah od prejete reklamacije. Tako da dejansko se mi tudi za kupca potrudimo. Reklamacij ni veliko. Očitno so kupci s portali in ponudniki zadovoljni, kar pove podatek, da pri Zvezi potrošnikov Slovenije doslej niso dobili niti ene utemeljene pritožbe iz tega naslova. Seveda pa na portalih ne more objavljati ponudbe vsakdo. Sedaj v teh časih je potrebno tudi uvesti sito, tako da spremljamo tudi ponudnikovo poslovanje, se pravi njegovo likvidnost, pregledamo vsa njegova letna poročila, pretekle dogodke in pa njegove morebitne blokade na transakcijskih računih. Tako da zdaj se pa že odločamo na podlagi reklamacij. Če je ponudnik imel veliko reklamacij, z njim dolgoročno ne sodelujemo, ampak se raje takih ponudnikov več ne objavljamo na kuponko.si.